Pozdravljeni. Na vrsto je prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes, kot ponavadi, se bomo ustavili pri 4 različnih temah. Bližnjice do originalnih člankov so navedene v samem opisu in ne pozabite. Slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej citiranih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje mnenje. Tako, tokrat smo ponovili ta malce drugačen format, zato se takoj lahko lotimo prve današnje teme. Danes se bomo najprej ustavili pri članku, ki je bil objavljen 3. februarja na uradni spletni strani Formule 1. Tu smo lahko prebrali, da je Jack Doohan postal rezervni voznik pri ekipi Haas. Jack Doohan je nam navdušencem dobro znan voznik, namreč v prehodu med sezono 2024 in 2025 je kot član ekipe Alpine za njih opravil 7 velikih nagrad. In sedaj bo zraven Ria Hirokawe tisti rezervni voznik pri ameriški ekipi Haas, ki je pa izjemno močno vezana na Toyota. In tu se pač postavljajo razna vprašanja. Zakaj Doohan, ki ni bil dovolj dober za Alpine, zamenjal ga je Colapinto, je sedaj pravi kot rezerva pri ekipi Haas. In tu se moramo malce vrniti v preteklost. Šušljalo se je v ozadju, da je imel Doohan denarja samo za 7 velikih nagrad in da bi pri Alpinu čim prej rešili to zagato, so celo rahlo izsiljevali Ocona, da mu je prepustil sedež v tistem finalu v Abu Dhabiju leta 2024. In seveda, ko je prišel mimo Colapinto z večjo doto, so ga sprejeli z odprtimi rokami. A zanimiv je tudi ta program Toyote. Govori se, da naj bi Doohan prav preko Toyote prišel v Haas. Čeprav je tam že Hirakawa, ki pa roko na srce nima dovolj izkušenj, kolikor bi bilo potrebno zares stopiti v akcijo. Torej, če bi bila Ocon in sam Berman mogoče na kakšni veliki nagradi prisiljena zapustiti svoje mesto. A o tem kdaj drugič, poglejmo si, kaj sem izbral za drugo današnjo temo. V drugi današnji temi se bomo zopet dotaknili neke kadrovske spremembe. Namreč, kot poroča spletni portal Planet F1 2. februarja, bo Jenson Button postal ambasador Aston Martina. In če preberemo članek v celoti, bomo kaj hitro ugotovili, zakaj. Namreč, Jenson Button je leta 2006 dosegel zmago za Hondo, in ker je Honda dobavitelj pogonskih sklopov pri Aston Martinu, so od Williamsa k tej ekipi pripeljali še enega izmed tistih voznikov, ki so tudi na Japonskem danes izjemno priljubljeni. In če bi po eni strani lahko dejali, da je ta premik logičen in morda celo v teoriji tisti pravi, ki vas rad tu
seveda s kančkom sarkazma, spomnil na nekaj. Namreč, če damo skupaj Fernanda Alonsa, Stoffla Van Dorna, Jensena Buttona in Kondo, kaj vam pride najprej na misel? Meni osebno ne Aston Martin, ampak McLaren v letih 2015-2016, kar je vse prej kot dobro obetajoča situacija. A upajmo, da bo tokrat drugače. Poglejmo si, kaj sem pripravil za tretjo današnjo temo. Na spletnem portalu motorsport.com smo lahko 3. februarja zasledili članek o tem, katero je najbolj nevarno delovno mesto v Formuli 1. In preden se spustimo v podrobnosti, kot boste videli v nadaljevanju, se sam s člankom ne strinjam. A seveda avtor nam je povedal, da je tisti mehanik, ki upravlja z prednjo dvigalko pri menjavi koles, seveda član ekipe, ki je podvržen največjemu tveganju, kolikor se kaj zlomi, kolikor kaj ne gre po tistem, kar je bilo načrtovano. Seveda pri stanku bolida pred garažami vidimo pravo koreografijo 20 mehanikov, ki vsak skrbi za svoje delo. Seveda menjava tam okrog 2 sekund in pol ni nič kaj takega, nič presenetljivega, nič izjemnega. Ampak pri takšni hitrosti gre lahko dokaj hitro kaj narobe. In avtor tu izpostavlja veliko nagrado Emilia Romagna v sezoni 2020, ko je Lance Stroll dobesedno zbil onega mehanika, ki je bil pred njim. Namreč po pričevanju samega kanadskega voznika je imel ohlajene zavore in se ni ustavil dovolj zgodaj. Ampak mehanika je lepo odbilo. Odnesel jo je samo za nekaj praskami. Namreč sam se s člankom ne strinjam, predvsem zato, ker se spomnim, kaj se je zgodilo, naprimer na progi v Šakirju leta 2018. Seveda ne govorimo o Aston Martinu oziroma Racing Pointu, temveč o skuderiji Ferrari. Takrat jo je skupil eden izmed mehanikov, ki so bili pri strani. Seveda, Kimi Räikkönen je dobil napačen signal, speljal in poškodoval izjemno hudo svojega mehanika. A tu ne smemo pozabiti na neko zanimivost, ki nam jo podajo v samem članku. Mnogi navdušenci menijo, da je ekipa, ki je zadolžena za menjavo koles, dobesedno najeta prav s to funkcijo. A še zdaleč ni tako. Namreč ta posadka, ki skrbi za pravočasno menjavo koles, je tam praktično v svoji sekundarni funkciji. Namreč med mehaniki, inženirji oziroma vsemi člani ekipe se zberejo tisti, ki so najbolj primerni za to funkcijo in seveda ti nastopijo kot izjemno pomemben del na vsaki dirki. Ampak to še zdaleč ni njihov primarni posel, tako da bomo vedeli. A toliko o tem, poglejmo si, kaj sem pripravil še za zadnjo današnjo temo. Za konec pa, kot ponavadi, tista rahlo bolj obrobna tema, ampak upam, da danes tudi zanimiva. Ustavili se bomo pri članku, ki je bil objavljen 3. februarja na spletnem portalu motorsport.com, kjer smo lahko zasledili razmerje sil med ekipami Formule 1 po končanem testiranju v Barceloni, kot ga vidi Esteban Ocon.
eden izmed voznikov in verjetno tudi nekdo, ki mu je tako jasno, kaj se na progi dogaja. In tu vam seveda toplo priporočam, da si članek preberite sami. Bližnjica, kot sem že povedal v uvodu, je v opisu. Namreč menim, da bi bilo izjemno neelegantno, če bi vam sam posredoval tisti vrstni red, kot si ga je zamislil pokojnik. Zakaj, se marsikdo sprašuje? Zaradi tega, ker sem tudi sam napravil lestvico takoj po končanih testiranjih v Barceloni. In tisto moje razmerje sil je dokaj podobno, če ne že identično, s tistim, kar je povedal sam francoski voznik. In tu verjetno bi se lahko marsikdo spotaknil ob dejstvo, da bi lahko sam dobesedno prepisal mnenje Ocona. Ampak, če si ogledate tisti starejši prispevek, ukolikor ste ga izpustili, je bližnjica tu zgoraj. Če ne drugega, je bil objavljen 31. januarja, za razliko od članka, ki ga citiram, ki je prišel v javnost 3. februarja. In torej vsakršnokoli sklicevanje ali prepisovanje je popolnoma izključeno. Objavil sem ga 4 dni prej. A zanimivo je naslednje. Tudi mi, navdušenci, lahko za malce kritičnega razmišljanja pridemo do podobnih rezultatov, do podobnih zaključkov kot marsikdo, ki se nahaja tam na progi. In to je zanimivo. Namreč verjamem, da mnoge navijače marsikdaj prav želja, da bi bila njihova ekipa uspešna, dobesedno zaslepi. Ampak mi, čeprav smo lahko pristaši ene ali druge barve, se moramo truditi biti objektivni, kar pa še zdaleč ni enostavno. A toliko danes. Seveda hvala za vašo pozornost in nasvidenje.